Kaj se je pravzaprav zgodilo v zavetišču za živali, da protestirate danes tukaj? Ja, jaz pa dva prostovoljca smo prišli danes not, pa nam je bilo rečeno, da zaradi včerajšnjih dogodkov, kaj se je pač zgodilo tu v azilu, nima več vstopa, da imamo pol ure časa, da pospravimo svoje stvari pa zapustimo prostore. To pa zato, ker smo se zavzeli za 3 mucke, ki pač imajo tale mačji AIDS pa to in so bile že na poti na usmrtitev, pa smo jim to preprečili. Mačji AIDS je v bistvu tak, da ni zoonoza, torej se ne prenaša na ljudi, to pomeni to, pa gre se samo za to, da maček stakne to bolezen, če se stepe s katerim drugim mačkom, ki je okužen s to boleznijo. In zdaj, če ima maček zagotovljen dom, da bo doma skozi brez pač družbe, kot da bi bil poleg drug maček, pa se ne bo stepel z nobenim, ni nevarno sploh. In če je maček v redu s to boleznijo, če lahko živi, zakaj ne bi pač dalje normalno pač svojo smrt dočakal, ne? Ja, prišla je včeraj popoldan, pa kar s prstom začela kazati, ti, mački grejo na evtanazijo. Tu v Snagi so zaposlili take ljudi, ko jim sploh ni mar za živali, ki mesa, kaj bomo imeli v žepu, da ne morem drugače povedati. Čeprav sta tu dva naša skrbnika, ki lahko dam roko v niz ogen, ki so nam tu včeraj pomagala, da smo rešili mucka, ki je bil že na mizi za evtanazijo, ampak smo to preprečili. Pa boste lahko tukaj, glede na to, da zdaj nekako ste solidarnostno šli ven na protest za tistimi prostovoljci, ki so bili odslovljeni? Ja, mi se bojimo pač, da nam bo to nova veterinarka preprečila, samo mislim, da imamo mi tudi svobodno pravico govora, da lahko tu izrazimo svoje mnenje. Rečeno je bilo sicer, nas je obtožila, da smo po Facebooku pa po teh portalih objavljali v bistvu neke stvari, ampak mi smo se v tistem hipu bolj z mislimi bili, kako bomo rešili tega mucka. Vi ste tukaj prostovoljka, bili tudi pod prejšnjo vodjo. Kaj se je pravzaprav zgodilo, zakaj ste protestno zapustili azil oziroma zakaj protestirate danes tukaj? V bistvu, prvo kot prvo, zapustila ga nisem, vendar vseeno so to, mi smo kot ena velika družina, ne, in držimo skupaj, ne, in to, kaj se je dogajalo, nekateri smo tu že 3 leta, še preden je pač Snaga prevzela, ne, in vemo, kaj se dogaja in je šlo boljše, vse mi nismo dali kar mačke ali pa pse za brez veze beg, mislim tako, zato ker bi rabili plac v azilu, naprimer, ne. Ne moreš dati neko žival uspavati za brez veze, če ne veš vzroka pač, ne vem, bolezni, kakorkoli. Kaj konkretno to pomeni za vas? Ostajate tukaj prostovoljka na praksi ali ne? Če bo tako potekale stvari, tako kako zdaj, da se do živali ravno, kot da so smeti nekaj, ja, te definitivno ne. Vi imate doma muco, ki ima levkozo, pa živi normalno, ne? Mucka je čisto v redu, tako, ne vem, če ne bi bil test opravljen, sploh ne bi vedel, da dejansko ima to bolezen. Teda, hoče povedati, da tista včerajšnja presoja, da so živali bolane, kar obsojene na smrt, je hudo mimo, dejansko. Jaz pri svoji muci nikoli ne bi pomislil, da bi uspaval zaradi tega, ker pač ima to bolezen. Kaj se je pravzaprav dogajalo včeraj? Prostovoljci so precej razburjeni, pravijo, da ste želeli usmrtiti 3 muce, oni so pa jih komaj rešili. Po prevzemu zavetišča smo ugotovili, da imamo v samem zavetišču 3 muce, ki so pozitivne tako na mačji AIDS kot na mačjo levkozo. Gre se za neozdravljive in kužne bolezni. Po zakonu o zaščiti živali lahko evtanaziramo le tiste živali, ki so neozdravljivo bolne oziroma huje poškodovane. Kaj pa prostovoljci, zakaj ste jih odslovili? Za prostovoljci smo včeraj sklenili dogovor o sodelovanju, pri čemer smo imeli tudi pogovor o informacijah internega značaja. To pomeni, da sem jim dala možnost, da sodelujejo pri vseh odločitvah, prav tako so se lahko odločili o vrsti hrane, ki želijo uporabljati za muce, prav tako smo naročili kako dodatno opremo. Težava je pa nastala v tem, da so že v roku 5 minut po tem, ko smo imeli pogovor o tem, zakaj bi bilo dobro, da te muce gredo iz zavetišča tako ali drugače, te informacije prišle na svetovni splet, kjer so razburila določena čustva. Menim, da so v današnjem oziroma včerajšnjem primeru igrala čustva preveliko vlogo, kar pa pri delu z tako občutljivim področjem ni niti zaželeno, ker lahko izgubimo neko racionalno
perspektivo oziroma pogled na to, kaj je pa res dobro za naše živali. Tem prostovoljcem ne zaupate več. Govorimo o 2 prostovoljcih, tema 2 prostovoljcema trenutno zaradi včerajšnjih dogodkov nažalost ne moremo več zaupati.